Erotični sejem v Berlinu, zvočni prispevek pripravil Sebastian Kamenik. Danes vas bomo v rubriki Predstavljamo vam popeljal prav čez poseben kraj. Ja, lahko bi rekli manj poznani kraj, tudi rubrika, a vendarle v rubriki Predstavljamo vam. Popeljal vas bom direktno v Berlin na erotični sejem. Vendar tega ne bom naredil jaz, to bo naredil moj prijatelj Iztok Gartner, ki ste ga nekoč v intervjuju že spoznali. To je prvi TV voditelj in nekdanji radijski voditelj, ki je odkrito spregovoril in naredil tudi oddajo o erotiki na eni izmed slovenskih televizij. Iztok, lep pozdrav. Lep pozdrav tebi in lep pozdrav najnim poslušalcem. Dajva za začetek obnoviti. Ti si imel verjetno kar veliko težav, glede na to, da si tako kot recimo v Ljubljani Alenka Sivka nekoč odkrito spregovoril o seksu v eter. Ja, moram reči, da je bilo teh težav kar nekaj, glede na to, da živimo v državi, ki je, kar se tiče spolnosti, erotike in seksa, šla nazaj v srednji vek, to moram žal priznati in z prve roke povedati. Ampak se nisem dal, bolj kot je bilo kritike pobarvanih avtomobilov, antigrafitov in tako naprej, večjo voljo sem dobil, bolj kot je bilo celo grožen, da kaj se mi zdaj to gremo, da to ni moralno, da kaj bodo pa cerkva rekla, kaj bo pa, da to ni za Slovenijo, da to je pohujšljivo. Bolj mi je dalo to vedeti, da to moram delati in da moram razbiti te posledne tabuje, ki še obstojajo, in dejansko sem ostal sam tudi v tem poslu in se borimo še vedno, ampak tako sem rekel, bolj kot je bilo, več kot je bilo težav, z večjim entuziazmom in žarom sem to počel. Danes se bo posvetila prav posebnemu dogodku. To je verjetno dogodek, za katerega rabiš več dni, da v bistvu zajameš vse tisto, kar lahko tam vidiš, da strneš doživetja. To ni sejem za obisk enega dne, kot recimo pri nas. En dan je sama vožnja, veš, Berlin je 1000 kilometrov iz Celja, to je 13 ur vožnje, če se zelo malo ustavljaš, pa potem spet en dan vožnje za nazaj, torej 2 dni porabiš za vožnjo, potem pa drugače ta sejem traja tam 4 dni, ti nekje, če si tam 2 dni, prava 2 dni, pa da si res tam od začetka do konca, dejansko pa praktično vidiš vse, kar moraš videti, sejem drugače traja četrtek, petek, soboto pa nedeljo, mi smo bili tam z našo ekipo petek in soboto in smo dejansko snemali od jutra do večera in mislim, da smo uspeli pripraviti za kakšen mesec ali celo 2 oddaj, tako da sem zelo zadovoljen in vesel, da nam je to tako uspelo že 3. leto zapored zdaj. In kaj je recimo, kaj vleče ljudi na ta sejem? Ja, čisto preprosto. Seks, gola dekleta, pornografija, erotika, firbec, ker ti moraš vedeti nekaj, Berlin je svetovna metropola, to ima 4 milijone ljudi, to sta 2 Sloveniji, en Berlin, in tam vidiš svega iz svašta, ampak Berlin je odprto mesto. V Berlinu, če se enak sprehaja sredi dneva, ti ne bo noben nič rekel, še opazil te ne bo, Tako da mislim, da je za Berlinčane ta sejem ni nič posebnega, da je bolj za tiste, ki pridejo od drugot, tisti pa gledajo, kaj se vse tam dogaja, pa razni fetišisti, ekshibicionisti, šovi na odru, pa seveda ljudje prihajajo tudi zato, da spoznajo v živo svoje priljubljene porno zvezde, recimo punce z OnlyFansa, scam šovov, tam mi plačujejo, vidi preko interneta, tukaj pa je lahko spoznal v živo, pa ji da roko, pa se z njo slika in je cel vesel. Pa misliš, da te ženske ali pa moški, ki se ukvarjajo s porno industrijo, da živijo tako kot drugi igralci, ne vem, hollywoodske zvezde, ali je to malo drugače? Ne boš verjel, da velika večina od teh, bom rekel, delavcev v erotični industriji živi popolnoma normalno življenje s partnerjem, otroci in tako naprej. V Sloveniji bi to bilo seveda mičken teže, ker bi jih prebili na križ. V tujini pa to mislim, da je dosti dobro urejeno, vsaj nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja več let. Seveda si mora ustvariti družino, ponovadi si zberejo tudi partnerja iz istega posla ali pa čisto drugje. In to so dejansko ljudje, ki pridejo delati svoj posel.
misel. Ne? Tako kot ne vem, v Hollywoodu posnamejo film, tu posnamejo pač pornofilm in tudi seks, ki ga ti vidiš. Večino primerov je zaigran. Ne? In ko je prizora konec, gre ta oseba domov k svoji družini in je takšna, kot sma ti pa jaz. Pa si recimo pristostoval v snemanju kdaj kakega filma, recimo na sejmu so kaj snemali v živo ali pa te variantke je bilo? Seveda, pa tudi v naši vdaji, Gartnerjev bordel, ne, sem jaz večkrat imel, bom rekel, dostop do pornografije in tudi mi smo parkrat posneli osebno za bordel posebne prizore in segmente. Zadeva je, bom rekel, z tistega, ki to ni navajen, gleda malo z debelimi očmi, pa razumeš od blizu, da vidiš to, kar vidiš po televiziji, če pa si navajen, jaz pravim, da sem v bistvu že skoraj tako ginekolog, ne, da mi to nič posebnega ni. Dejansko je pa to tako mogoče tebi, ko greš s svojim šarkom na sprehod, je tako meni, da gledam pornofilm, ne, v živo ali pa prisostujem snemanju. Je pa zanimivo, če smem še to, ne, ti na pornofilmu vidiš kader, na setu pa vidiš, koliko so to prekinali, koliko ti je mogel on se ustaviti, je mogel spremeniti kot, položaj, ni tako enostavno, kot morda zgleda, ne, še posebej za moškega, ki mora imeti konstantno erekcijo, ne, in jo mora imeti na ukaz, ne. Pa se to vzdržuje s kakimi umetnimi substancami, da lahko zaupaš? To sem tudi jaz kot firbec želel preveriti in sem z prve roke dobil informacijo, da si pomagajo moški z injekcijami. Ne? Z injekcijami, ki jih dobijo direktno v penis, da dejansko penis lahko 2 uri stoji po potrebi, lahko moški prekine, se ustavi, obrne drugače, mu ne pride dolgo časa, tako da ti, ko vidiš tiste dolge prizore, 1 urne, pa imaš v glavi, da si sam za nič, ne? Ni čisto tako, ne? To se je 3-krat prekinjalo, 4-krat obrnalo okol, mu je šlo že verjetno 100-krat vmes skupaj, si je pomagal z injekcijo, tako da tisti moški, ki so morda malo slabe volje, ko gledajo te pornozvezdnike, ne jih potolažim, da je to ni čisto tako, kot tam zgleda. No. Kaj pa še lahko vidiš na takem sejmu? Ja, zdaj sejem nekoč in sejem danes, mislim, da razlika je v tem, da zdaj ta sejem ni več, bom rekel, promocija distribucije pornografije, ko so prišle največje erotične in porno hiše celega sveta, prave pornozvezde, ki so tam predstavljale svoj novi film, ki so prodajale DVD-je, ki so prodajale svoj projekt. Zdaj je to samo še spletna pornografija, bolj kot ne. Se pravi, največ je bilo tokrat na sejmu cam girls, torej punce, ki delajo od doma na kameri in so tam predstavljale pa svoj posel, pa so jih ljudje šli spoznati. Zelo malo je prave pornografije, recimo filmov, ne. Zdaj snemajo samo še prizore in moram priznati, da sem kar malce razočaran, da je pornografija postala instantna zgodba. Ne? Se pravi, čisto vse je na hitro, površno, brez prave strasti, brez entuzijazma, pa kaj hec, to očitno trg zahteva in tudi tisti, ki gledajo pornografijo, ne pogrešajo več pravih filmov pornografskih, ampak jim je dovolj samo to, da grejo na internet, pogooglajo, ne vem, debele, suhe, male joške, velike joške, male riti, velike riti, latino, mulat, karkoli in jim vrže ven. In se ne sekirajo, če več ne dobijo kvalitetne pornografije, kot je bila včasih in to se odraža tudi na sejmu, da ni več tako, kot je bilo. Ne? Se pravi, za vse tiste, ki zdaj le doma zavijajo z očmi. Kar ne zavijajo. Vi kar zavijite. Kvalitetna pornografija, se pravi, da se da tudi ti kot poznavalec filma iz pornografije narediti kvaliteten film. Da, bili so, mnogi filmi so bili, recimo, nekako se ti kaj spoznaš na pornografijo, zgledaš mi, da se zelo. V 70-ih letih, če se ti spomniš morda filmov Globoko grlo, Behind the Green Door, The Devil in Miss Jones, to so bili filmi, ki so igrali v normalnih kinih. To so bili kinofilmi s pravimi igralci, ki so seveda bili tudi pornografski igralci, ampak so znali tudi dejansko igrati. Ta film je imel pravega režiserja, je imel pravo zgodbo. Pa če gremo v 80, recimo Miami Spice, parodija na Miami Vice z Amber Lynn v glavni vlogi, to so bili akcijski pornič, ne? Ali pa ne vem, Jessie Jane in film pro pirati je bilo naslov, to je bilo tako Pirati iz Karibov, samo da je bila porno verzija, ne? Pa recimo Rocco Siffredi, veliki Rocco Siffredi je posnel porno verzijo Tarzana. To je bilo v kinih, to so bili prestižni, kvalitetni projekti tudi za nekaj milijonov dolarjev, napram danes, ko je pornograf, lahko vsak ima telefon, pa sam ga sebe snema, pa to da na internet. Aha, na koliko kvadratnih
metrih, kilometrih pa se razteza en tak sejem. Čuj, veš, kak je to? Zdaj ne vem, tisti, ki poznajo recimo celjski sejem, ne? Zdaj bo v Ljubljani namesto v Celju 18. in 19. novembra. Recimo je bila ena hala, ne? Ali maksimalno dve, v Berlinu je pa ponavadi vsaka stvar imela svojo halo, se pravi fetiš ena hala, DVD druga hala, šov na odru tretja hala, vsak štand nova hala, se pravi bilo je po rubrikah, ali kako ne rečem, ne? Se pravi, kako ti to ne povem, to je urjaška zadeva, ne? Ampak vsako leto je tudi v Berlinu žal manjša, ne? Tukaj ne vem, kaj se dogaja, letos je bila 25-letnica, pa se mi je zdelo znatno manj tudi obsežno kot prejšnja leta, ne? Tako da je, ne vem, 5x večje, kot je bilo v Celju, ampak pa tudi 5x manjše, kot je bilo nekoč v Berlinu. Ne? Mogoče ravno to pomanjkanje zanimanja za kaj več kot tisto, kar dobiš na spletu, Jaz mislim, veš kaj, problem je, zdaj bi tudi COVID, no? Mogoče je tudi to krivo, da morda niso niti upali to veliko potezno zastaviti, ker ljudi ne bi bilo, mogoče se tega ustrašilo, ampak tako si ti rekel, pornografija je zdaj dostopna na spletu, ne? In ti si doma, imaš pornografijo 15 cm od sebe, ne rabiš ti iti na sejem, da boš ti tam to gledal, ne? Razen, če hočeš pač spoznati svojo porno zvezdo, ampak nekoč, ko so pa prodajali DVD-je, ne, ko ni bilo možno drugače dobiti pornografije, kot da si ti kupil DVD, pa ko ti si šel na tak dogodek, verjetno imaš prav, da je ravno to uničilo ta čar pornografije, ki je res, tako sem prej rekel, postala zgolj še instantna zabava za internet, kar me dejansko zelo žalosti in to se ne bi smelo zgoditi. Ne. Ampak očitno to trg želi. In to me šokira, ne, da moški odjemalci, ki jih je seveda največ, očitno jih vzburja ta... Postajajo puhli. Ja, gonzo stil, tako imenovani gonzo stil, amaterski stil. No, bolj ko je amatersko, bolj ko je pod roko narejeno, bolj jim je všeč, se pravi... Bolj se jim zdi pristno. Zgleda. Po eni strani, ne, pa tudi to, če gledamo, ne, da je popolnost postala dolgočasna, ne, da ljudi zanima, kako seksava ti in jaz, ne kako seksa, ne vem, nekdo, ki izgleda kot maneken, ne. Mogoče je pa to štos, ne, da so se ljudje naveličali popolnosti in so jih začeli vzburjati, tako si prej ugotovil, vsakdanje stvari, samo po drugi strani je pa to smrt za pravo pornografijo. Ne? Ja, Iztok, povej mi, ko te srečujejo ljudje, pa to verjetno te poistovetijo, ja, Iztok, zakaj pa ti ne igraš nikoli v pornofilmu? To je velikrat na Facebooku. Ja, bile so ponudbe, takšne in drugačne, jaz se smejim. Pornofilm jaz privatno snemam za sebe, za svojo kolekcijo. Ne? Nikoli ne bi pa igral v pornofilmu, ker enostavno to ni moj posel. Ne? Jaz tudi, recimo, ko imam oddajo, pa je porno zvezda takšna in drugačna, jaz nikoli njo ne grem lizati, prešlatati, ne vem kaj delati. Jaz sem voditelj, voditelj, showmaker, showtime in nisem jaz tam zato, da bom ga jaz s temi igralkami sral. To ne počnejo drugi. Jaz sem organizator. Bom rekel, da sem tam za zabavo, da to naredi, garajo pa ne drugi. Ne? Tako da niti me ni to nikoli drivalo, da bi to probal, ker ne vidim smisla v tem, pa to ni moje poslanstvo. No? Ja, najlepša ti hvala za tale krasni, čudovit pogovor in odkrit predvsem.